Zakaj je rimsko cesarstvo napadlo Slovence? Kako sta dve veliki vojni med letoma 32 in 12 pred našim štetjem zavedno spremenili usodo Panonije in gorske Slovenije? V tem videu raziščemo skrivnosti rimskih osvajanj, junaški upor Slovencev in strateške poteze cesarja Avgusta. Od obleganja Siska do krvavih spopadov v Alpah odkrite zgodbo, ki jo šolski učbeniki pogosto prezrejo. Pripravite se na zgodovinsko potovanje, ki vas bo prevzelo in vas spodbudilo, da boste želeli vedeti več. V letu 719 po nastanku Rima, oziroma po naše 32 let pred Kristusovim rojstvom, piše Dion Casij v 49. knjigi takole. Cesar Avgust je povedal nad Panonijo vojsko, ne da bi imel za to kakršenkoli vzrok ali žaljivo dejanje strani Panoncev. Vojake je povedal na vojaške vaje in zaradi prehranjevanja. Prepričan je bil, da je to pravično do ljudi, ki so šibkejši od njega. Medtem ko so prebivalci ravnine zapuščali svoje domove, je Avgust najprej zadrževal svoje vojake od grabeža in ropanja, da bi tako pridobil ljudi. Ko se je cesar Avgust približal mestu Sisek, Sišija, je okusil sovražnost, zaradi česar se je razjezil, zažgal pridelek na njiva in zbral ogromno plena. Po nasvetu svojih starešin so se mu prebivalci mesta pokorili. Nato so zaprli mestna vrata in, ker so se zanašali na veliko mestno obzidje in na dve plovni reki, so sklenili kljubovati obleganju. Reka Kolpa, ki umiva mestno obzidje in se izliva v reko Savo, je tekla po kanalu in se znova vračala v svojo strugo. Kanal je dal narediti Tiberij. Ker je v tistem času, torej za časa Kasija okrog leta 270, samo Kolpa umivala mesto, a Sava je tekla nekoliko stran od njega, se je med rekama nahajal prazen prostor, prekopan z rovi in njivami. Cesar je velel ladjam, ki so jih poslali zavezniki Rimljanov, izpljuti iz Donave v Savo, iz Save pa v Kolpo, da bi tako napadel mesto iz kopnega in iz vode. Na vodi je prišlo do manjših spopadov, saj so sovražniki pripravili bojne čolne in napadli rečne ladje. Tu so med drugim ubili Meno, osvobojenca Seksta Pompeja. Meščani so junaško odbijali cesarja, a ko so zvedeli, da so nekateri njihovi zavezniki pobiti, ker so padli v zasedo, so sklenili vdati se. Osvojitvi tega mesta je sledila tudi ostala Panonija. Do tu Dion Casij. V nekaterih virih je začetek vojne postavljen v leto 34 pred našim štetjem, ko je Oktavijan Avgust napadel Japode, ki jih uvrščajo med potomce Jafeta in so torej tudi Sloveni. Ti so se mu strahovito upirali, zlasti v mestih Turjak in Metule. V bitki pred Metulami je bil sam Oktavijan Avgust ranjen v obe roki in desno nogo, zato so ga z bojišča odnesli. Ko so Japodi uvideli, da bodo nazadnje vendarle premagani, naj bi sami zažgali svoje mesto, pobili svoje otroke in žene, nazadnje pa še sebe. Od Metulj je Oktavijan prodrl proti panonskemu mestu Sisku in ga oblegal več kot mesec dni. Padcu mesta je sledilo osvajanje preostale Panonije, kljub temu pa rimska osvojitev Panonije ni bila dokončna. Viri namreč poročajo, da so Panonci skupaj z Noričani že leta 16, po Venelinu leta 13 pred našim štetjem, napadli rimske postojanke na meji z Istro. Slovenci se očitno še dolgo niso pomirili.
Druga rimsko-slovenska vojna in padec gorske Slovenije pa je bil leta 12 pred Kristusovim rojstvom. Se pravi, 19 let pozneje, torej leta 13 pred Kristusovim rojstvom so Panonci ali županci z Noričani napadli Istro, toda obramba Lilija in vojaški načelniki so jih prisilili, da so prosili za mir. Tako so županci oziroma Panonci dali povod za podjarmljenje Noričanov in Reticev. Tako pravi Don Cassi v knjigi 44. Rimljani, ki so izkoristili vsako stvar za dosego zunanjega videza, so se vrgli v krvav boj s Slovenci. Dion je v tej vojni shranil naslednje sporočilo. Leta 12 pred Kristusovim rojstvom Drus in Tiberij sta v tem času storila naslednje. Slovenci, ki prebivajo med Norijsko in Galijsko pokrajino in si delijo z Italijo Alpe, imenovane Trientske, so pogosto upadali v predele Galije, pustošili po Italiji, ropali Rimljane in njihove zaveznike, ko so potovali skozi njihovo deželo. Navadno so tako ravnali z vsemi, ki niso bili njihovi zavezniki, poleg tega so pobili vse, ki so jim prišli v roke. Dojenčke moškega spola celo v materinem trebuhu. O spolu teh dojenčkov so zvedeli iz nekakšnega prerokovanja. Zato je imperator Avgust proti njim najprej poslal Druza. Poveljnik Drus je srečal Slovence v vznožju Alp, se z njimi spopadel in jih premagal. Zato zmago je bil deležen pretorskih časti. Ker so od Italije premagani in zavrnjeni Reti oziroma Slovenci obrnili svoje orožje nad Galatijo oziroma Galijo, je cesar Avgust nazadnje poslal tudi Tiberija. Tako sta Drus in Tiberij udrla v Slovenijo z različnih strani svojimi četnimi načelniki. Sam Tiberij je izkrcal vojsko na bregovih ob Bodenskem ali Venetskem jezeru. Tako so napadli razpršeno sovražno vojsko, s posameznimi in pogostimi napadi so jo uničili ali razgnali, a ostale prebivalce, slabotne in tiste, ki so klonili in se vdali, so podjarmili. Tudi današnji zgodovinarji poročajo o tej vojni v Alpah, ki jo sicer postavljajo v leto 15 pred našim štetjem. Splošno uveljavljena je teza, da je šlo v tej vojni predvsem za vojaško promocijo obeh cesarjevih pastorkov Druza in Tiberija. Nekateri zgodovinarji so razvili tudi tezo, da ni šlo zgolj za napad dveh rimskih armad Druza in Tiberija, temveč je v vojni sodelovala še tretja, ki je prodirala v Alpe iz današnjega Milana. Vsekakor so Rimljani po združitvi Druzove in Tiberijeve armade odločilno porazili Rete, Slovence. Noričani so se nato vdali in najbrž z Rimljani sklenili poseben sporazum, ki jim je še 50 let omogočal poseben status znotraj rimskega cesarstva. Tako so premagali panonske, ravninske in gorske Slovence, številno ljudstvo, čeprav je že kazalo, da bodo ti obnovili vojno. Močnejši in večji del njih so odgnali odtod iz njihovih bivališč in jih razselili po imperiju. Pustili so samo takšne, ki so bili sposobni obdelovati polje, za orožje pa niso mogli prijeti. Kakšna je bila usoda Slovencev po rimskih osvajanjih? Kako so se spoprijemali z novimi izzivi in ali so uspeli obdržati svojo identiteto? Če vas zanima nadaljevanje te fascinantne zgodovine, kliknite na naslednji video na kanalu Prepovedana zgodovina. Ne pozabite se naročiti na kanal in všečkati tega videa, da bomo lahko še naprej ustvarjali vsebine, ki vam odpirajo oči o skritih delih naše preteklosti. Hvala za ogled in se vidimo v naslednji epizodi.